Torej, komisija je s pomočjo svojih pristojnosti pridobila podatke in rekonstruirala denarni tok v zadevi prodaje in ponovnega nakupa delnic kosovske družbe IPCO.net. Namreč prvi korak tega posla se je zgodil v letu 2007, ko je bil Telekom Slovenije lastnik 75% deleža družbe IPCO.net. 15% od tega deleža je Telekom Slovenije prodal Faktor banki, ki pa dejansko ni bila kupec, ki bi dejansko kupoval ta delež za upravljanje, ampak je s pomočjo druge pogodbe, na podlagi druge pogodbe, fiduciarne pogodbe, ki jo je Faktor banka sklenila z fizično osebo iz Kosova EL, ta delež, dejanski lastnik tega deleža postala ta fizična oseba. Da je ta fizična oseba postala dejanski lastnik tega deleža, je pridobila kredit Faktor banke v dejansko natančni vrednosti cene delnic in s tem se je zaključil prvi korak. Drugi korak je pa sledil 2 leti kasneje, malo več kot 2 leti kasneje, ko je dejansko fizična oseba, ki jo vidite spodaj, preko Faktor banke Telekomu Slovenije prodala te iste delnice oziroma 3% manj po bistveno višji ceni. Šlo je za razliko približno 12 milijonov pa pol evrov minus provizija Faktor banke, kar je v tem poslu znašalo donosnost v višini 319%. Bojan Bremer, Dušan Mitič, Željko Kulič, Filip Ogris-Markič in Darja Senica so kot člani uprave družbe Telekom Slovenije pri sklenitvi poslov o nakupi in prodaji deleža v kosovski družbi IPCO.net ter pri izdaji poroštva za obveznosti najdi.si kršili dolžno skrbnost vestnega in poštenega gospodarstvenika. S tem so posameznim fizičnim in pravnim osebam na škodo Telekoma, družbe v večinski državni lasti, omogočili premoženjsko korist, nedovoljeno premoženjsko korist v višini več kot 10 milijonov evrov. S takim ravnanjem so člani uprave Telekoma Slovenije uresničili znake korupcije, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in tedaj veljavnega, v času dogodkov veljavnega Zakona o preprečevanju korupcije.